Dame in gospodje, dobrodošli na gradu Dobrovo. Dobrodošli na kraju, kjer se zgodovina sreča s sodobnostjo. Naj se nocojšnja žlahtna zgodba začne. Spoštovane gostje, cenjeni gostje, dobrodošli na slavnostnem odprtju obnovljenega gradu Dobrovo in seveda razstave pokrajine teles slikarja Zorana Mušiča. Hvala Evelin in Valeriju Greblo za interpretacijo skladbe Barok flamenko, ki nas je več kot odlično uvedla v nocojšnji večer. Po nekajletni obnovi se duri gradu Dobrovo ponovno odpirajo.
Ta bo postal eno izmed osrednjih prizorišč Evropske prestolnice kulture, katerega srce je od leta 1991 utripalo v sozvočju stalno zbirko grafik umetnika svetovnega slovesa Zorana Mušiča. In tako bo seveda tudi v prihodnje. Grad Dobrovo, veličastni dvorec, ki lovi poglede, ne glede na to, kje se nahajamo v Brdih, nas vabi med svoje zidove s poosebljenimi in novimi vsebinami. V prvi vrsti je to glavni razstavni projekt Evropske prestolnice kulture, razstava Zorana Mušiča z naslovom Pokrajine teles. Ta povezuje grad Štanjel, grad Dobrovo, palačo Atems v Gorici, slikarjevo rojstno hišo v Bukovici in X-center v Novi Gorici. Sledita projekta Debager, Mušič, nova muzejske zbirke na gradu Dobrovo. In seveda projekta Bridge, turizem in kultura v harmoniji z okoljem. Ponovno odprtje gradu pa sovpada z odprtjem Mušičeve razstave, interpretacijske sobe, soteske Kožbanščka s kotlinami in koriti ter naravnim mostom Krčnik. Ta je nastala v sklopu projekta Bridge. Povečave lahko najdemo tudi v gradu teritorija Brd in sicer od 16. stoletja dalje in videoprojekcije Zgodba o Rebuli. To dokazuje združene razstave, kako se v Brdih prepletajo umetnost, kultura in naravna dediščina, ter seveda zgodovina in karakter briškega človeka. Za poslanico ob tako žlahtnem dogodku, kot je današnji, pa na oder prav lepo vabim župana občine Brda, Franca Mušiča. Izvolite. Spoštovani državni sekretar Ministrstva za kulturo, gospod Rusjan, spoštovani upravitelj, tečni vodja, tako mi je nekako rečeno, EPK Gorica, Nova Gorica, gospod Stojan Pelhan, resnično dobrodošli v Brdih, spoštovani visoki gostje iz Slovenije, pa tudi iz tujine, spoštovane Brike in Brici, dragi prijatelji, vsem prav lep pozdrav v imenu občine Brda. Kaj ne reče, prav gotovo, da sem prijetno presenečen, ko vas vidim tako številu tu, tako eminentne ljudi, ki resnično dajo tudi nekaj na kulturo. No, tu imamo tudi predstavnike Ministrstva za kulturo in verjamete, da Brici, kljub temu, da smo izrazito kmetijsko področje, to nekako vedno podarjam, sigurno znamo ceniti tudi kulturo. In tudi vemo, da neka kulturna dediščina daje določenemu področju določeno težo, določen smisel. Recimo, da sem zadovoljen tudi zdaj tu na tem odru, za tem mikrofonom, je tudi to, da mi je že v drugo dano, da sem prisoten pri otvoritvi obnovljenega gradu in tudi otvoritvi nekako zbirke našega briškega velikana, čeprav je rečeno, da ima domačijo v Bukovci. Mi Mušiča, Brici, ga tretiramo kot našega domačina, sigurno vsaj familija izhaja iz sosednje vasi, zelo zanimive vasi, srednjeveške vasi, pravimo tudi iz Šmartnega. No, prav gotovo, da to je neka izredna pridobitev bila takrat v Brdih. To se je dogajalo leta 1991, takoj, ko smo se Slovenci osamosvojili. No, da se je to dogajalo, prav gotovo imajo nekateri izredne zasluge za te zadeve. In verjamete, ni bilo lahko takrat ta dela od Zorana Mušiča, ki se je odločil, da jih bo zapustil nekako Novo Gorici oziroma Brdem, in to se je tudi res dogodilo. No, da je to tako, je prav gotovo največja zasluga tudi gospe, ki je tu prisotna, gospe Nenčeve, ki se je izredno trudila in se je trudila tudi za to, da se obnovi ta dvorec, kot je bilo rečeno, in resnično v poznih 80-ih letih v prejšnjem stoletju se je to dogajalo.
sam sigurno kot mlad človek sem takrat to doživljal in sigurno smo rekli, ja, tu zdaj nekaj delajo in resnično ta grad je kar leto, dve bil v neki obnovi. No in bilo rečeno, da Zoran Mušič, ta naš velikan, svetovno znan umetnik, se je odločil, da podari Novi Gorici in potem posledično Brdam kar 134 grafik, ki bodo sedaj ponovno nekako razstavljene. Spominjam se od takrat, da ta razstava je obsegala kar dve nastopli, dve etaži tega gradu za mano oziroma pred vami in verjamete, da v samem začetku je bil resnično izreden naval z ljudmi, no potem so se stvari nekako umirile, ampak tudi bilo narobe to, da te slike, te umetnije je bilo nujno drugače jih razstaviti in jih zaščititi proti razpadanju. No, potem pa je ta stvar nekako potekla v tem smislu, da smo to zadevo nekako deponirali in zgodila se je potem še ta nesrečna korona in stvari so nekako zamrle. Doprej je grad sigurno imel določene aktivnosti v smislu kulturnega dela v nastropjih, v pritličju je deloval gostinski del, v kletnih prostorih je bila vinoteka, no in potem vse skupaj je ta stvar nekako zamrla in nujno je bilo potrebno te stvari sanirati, obnoviti in speljati nove investicije. No in resnično tisto obdobje mrtvila nekako za časa korone smo skoristili za to obnovo in to se je tudi speljalo. No, sedaj smo ponovno pred tem, da se ta grad z nekimi novimi vsebinami, z neko novo vdahnjeno dušo, da dobi neki novi zagon in mislim, da ta stvar z današnjim dnem nekako bo tudi nekako stekla. Medtem sigurno se je tudi poiskalo modus, strokovnjaki so se tu vključili, Ministrstvo za kulturo predvsem, da najdemo način, kako tudi zaščititi ta dela, dragocena dela, ki bi sicer na tisti klasičen način tudi počasno razpadala, da se je tudi sedaj nabavilo nekako neke vitrine, omare, katere bojo držale neko konstantno temperaturo, predvsem pa vlago in nekako bodo nekako zaščitene proti razpadanju. V tem delu smo tudi nekako se zadali, da bomo speljali tudi druge aktivnosti v tem gradu. Sigurno smo poskrbeli, ker vemo, da če hočemo, da neka dejavnost deluje, mora biti v neki povezavi z širšim področjem delovanja, smo poskrbeli, da se je potem ponovno oživel ta gostinski del, da v kletnih prostorih, kjer je svoj čas delovala vinoteka, da je vinska klet uredila, bom rekel, zelo visoko, na visokem nivoju klet Bagveri, kjer sigurno klet predela vina, ki so svetovno znana in tudi na samih teh arkadih naj bi se zgodilo še recimo center za Rebulov. Vse te zadeve so nekako sedaj nastavljene in prepričan sem, da z pravim pristopom, da bo ta grad ponovno zaživel. Tudi ko smo dobili Brici to občino, smo se zavedali, da s tem, ko smo dobili grad v upravljanje, smo pridobili eno veliko danost, ki jo moramo skoristiti in sigurno, da ta grad vse skozi vseh 30 let, dobrih 30 let, deluje občina Brda, smo to znali nekako skoristiti. V samem začetku smo v tem gradu opravili razne aktivnosti, sigurno so bile te zelo zanimive hitove muze, gradnikovi večeri, razna srečanja in
tudi tle smo imeli srečanje določenih univerz, ki so nam pomagali pri projektu, ki smo mu rekli udejanjenje študijskega središča Vipože, in tudi to nam je uspelo in preko Ministrstva za kulturo nam je uspelo pridobiti kar precej evropskih nepovratnih sredstev in Vila Vipože se je prav za aktivnosti, ki so se dogajali v tem gradu, nekako nam je uspelo urediti to Vilo Vipože, ki tudi danes je za Brda in širši prostor velika pridobitev. Kaj vse v tem gradu je bilo, recimo, da sem iz tistih časov še človek, verjamete, da se spominjam, vem, da do leta 1945 je tu gospodaril in vodil ta objekt sam grof Bagueri oziroma družina Bagueri, da kasneje, takoj po vojni, je bila tu celo zavezniška oblast, dobre 2 leti je trajalo, in da potem so tu bili tudi določeni stanovalci, so imeli prebivališča, tu tudi sedeže določenih firm. Kasneje, ko se je obnavljala šola na Dobrovem, je celo šola koristila te prostore in tako da v tem gradu se je marsikaj dogajalo. S tem, ko je nastala pa občina Brda, smo koristili resnično za razne protokolarne zadeve tudi. Od leta 1997, naj dam še za primer, da smo tudi neko dejavnost še dali notri, ki smo ji rekli sklepanje poročnih zvez, ki se tudi danes v Brdih dogaja in tudi v bodoče računamo, da se bo to v tem gradu dogajalo in sigurno vse te aktivnosti je smiselno resnično jih držati aktivne in jih speljati v realizacijo. Ta grad resnično je velika pridobitev za Brda. Kar se tiče pa zbirke Zorana Mušiča, sigurno smo tudi na to ponosni. Z delitveno bilanco nam je uspelo, da ta zbirka, ki jo je gospa Nelida nekako spravila v Slovenijo, v Gorico in kasneje v Brda, na njo smo ponosni in tako rekoč občina Brda je lastnik te zbirke, ki ima neprecenljivo vrednost. In prepričan sem, tako kot bo sedaj nekako razstavljena, bo mikavna, privlačna in sigurno bo v Brda pripeljala in v širšo okolico ogromno ljudi na ta račun. Vsekakor gre zahvala tudi EPK-ju, da nas je vklopil v ta dogajanja in kaj ne rečem, naj to, da verjamete, da s sodelovanjem stvari, če si podajo ljudje roko, marsikaj se zgodi in prepričan sem, da v tem primeru se je to zgodilo in uspehi sigurno bodo tu. Želim vam prijetno počutje še naprej in srečno. Še naša tu glasi se govorica, še svojemu sorodu srca verna, še čitajo tu pesmi se Prešerna, še nada je v bolesti pomočnica. Bo še živela naša tu beseda, bo še med brati sladkomila vez, ne bo nikoli bratu brat krvnik. Ne vse za vsakdani kruh, človek je telo in duh, saj še gora in drevo raste v zemljo in nebo. Ko pod teboj zatrepetajo lesi, oddaj še mene samojočo stresi, da bom zvenela bridko v mir nebes. In ko mi zvezd bo odgovarjal ples in na menema bo sijala luna, naj tiho poči moja zadnja struna. Moj Triglav, moj dom, kako si krasan, tako me izvabljaš iz nizkih travanj. Po letni vročini nas krme vrhe, da tam si spočinjen samoti srce. Je potok izvira
Z nami so bile učenke osnovne šole Alojza Gradnika, te so nas popeljale v svet pesnika, veličastnega pesnika Brd, po katerem nosi ime tudi osnovna šola na Dobrovem. Zahvala tudi moškemu pevskemu zboru Srečko Humar, ki je izvajal skladbo Oj Triglav, moj dom. Renesančno grajsko poslopje, pred katerim se nahajamo, datira v 17. stoletje. To se je v razmeroma nespremenjenem videzu ohranjalo vse do danes in velja za enega najlepših gradov na Goriškem. Njegovi lastniki so bili grofje Coloredo, za krajši čas markiza Montecuccoli, od konca 18. stoletja pa družina Katerini Erzberg iz Gorice. Leta 1872 je posest s poroko prešla v roke družine de Baguer. O, gospod grof de Baguer, lepo pozdravljeni, kako ste? Mlada dama, tako kot bi rekli v mojih časih, se počutim grajsko. Odlično, v veliko čast nam je, da ste danes z nami in prepričana sem, da nas boste z veseljem popeljali po svojih prenovljenih sobanah. Seveda. No in lep prisrčen pozdrav tudi iz moje strani. Drage obiskovalke, spoštovani obiskovalci, dobrodošli na gradu Dobrovo, ki danes sije vsej svoji novi in še imenitnejši luči. Kot vaš gostitelj vam izrekam dobrodošlico in vas spodbujam, da si raziščete ter obiščete vse, pa čeprav še tako skrite kotičke mojega domovanja. Jaz vam želim, da bi danes preživeli skupaj en lep večer, poln nepozabnih trenutkov in predvsem uživali. Ponovno hvala za obisk in dajmo prisluhniti mojima najljubšima grajskima pevcema. In še enkrat dobrodošli. Ci darem la mano, la mi dirai di sì, vedi non è lontano, partiamo il mio da qui. Vorrei e non vorrei, mi trema un poco il cor, felice versarei, ma burlarmi ancor, Vieni mio predilletto, mi capita masetto, io cangerò tua sorte. questo non son più forte, non son più forte, non son più forte. Vieni, vieni, là ci darem la mano. Vorrei e non vorrei, Là mi dirai di sì, mi trema un poco il perché cor. al ben mio da qui. Può burlarmi ancora, Vieni, mio mi capita io masetto, cangerò questo tua non sorte. son più forte, non son più forte, non son più forte. Andiamo, andiamo. Andiamo.
Poslušali smo skladbo La ci darem la mano oziroma Tam si bova podala roke. Duet je iz Mozartove opere Don Giovanni in sicer v izvedbi Nataše Jakopič in Marka Pavlina. Na klavirju pa ju je spremljala Mirjam Furlan. V vlogi grofa de Baguerja nas je danes nagovoril Dominik Rusjan. Zdaj pa, gospe in gospodje, prisluhnimo glasu tistega, ki je gradu Dobrovo zapustil zelo dragoceno zbirko grafičnih listov, slikarju Zoranu Mušiču. Slovenskih umetnikov, ki živi v tujini, v Benetkah, Parizu in se je hkrati uspel uvrstiti v sam svetovni vrh likovne umetnosti. Kako vam je uspel ta preboj? Jasno, da to se ni zgodilo namenoma, čeravno je to želja vsakega umetnika. Najbrž sem jaz, ko sem prišel v Pariz, prinesel v svoj prtljagi nekaj novega, nekaj, kar v Parizu, kar je bilo v nasprotju s pariškimi tendencami, v nasprotju s tem, kar se je tisti moment v likovni umetnosti po vsem svetu dogajalo. Razstava del Zorana Mušiča z naslovom Pokrajine telesa je del uradnega programa Evropske prestolnice kulture Go 2025 Nova Gorica, Gorica. K mikrofonu sedaj lepo vabim programskega direktorja Go 25, dr. Stojana Pelka. Hkrati pa vas tudi lepo vabim, da se približate odru. Spoštovani gospod župan, hvala za izkazano gostoljubje in brezpogojno pripravljenost pomagati projektu Evropske prestolnice kulture. Glede na vso vloženo energijo, ekipo in sredstva, si drznem reči, da se danes spoštljivo ne zahvaljujemo le Mušiču, ampak tudi Mužiču, z vsemi strešicami in strehami vred. Vzeli ste nas pod streho, ko še ni bilo povsem jasno, ali ne bomo kljub vsem velikim ambicijam za trenutek ostali brezdomci. Pred 3 tedni sem se od gostov na Štanjelu poslovil s prošnjo: ne sodite nas po prvi etapi, zdržite z nami do konca, težka pot je polna ovir in včasih teme v tunelih, nikoli ne veš, kje boš izteril, ampak se je vredno na njo podati, ker vsaka nova izkušnja ostri pogled in gane oko. Danes smo na drugi od 3 Mušičevih postaj, saj smo iz Štanjela prispeli na Dobrovo. Že 25. maja nas v Goriškem pokrajinskem muzeju v palači Atem Specenštajn čaka Ciriška soba. Nekoč kasneje pa bomo se železniške postaje na Trgu Evrope s tistim vlakom, ki je Mušičevo otroško domislijo ponesel čez obzorje v svet, odpravimo še na jug, do Mušičeve rojstne Bukovice in na sever, do Bleda, do največje zasebne zbirke njegovih del v muzeju Lah. Danes pa je pogled na pokrajine teles Zorana Mušiča po izboru dr. Nelide Nemec tudi po zaslugi temeljito prenovljenih vsebin vseh grajskih nadstropij dobil širši kontekst. Skozi stare zemljevide v pritličju bolje razumemo vso usodnost in hkratno arbitrarnost risanja mej, ki je temeljno določila tudi Mušičevo življenje, obenem pa nam odzveni in odbleski narave na grajski podstrehi pričarajo, iz katerih kraških krajin in katerih briških izvirov se je napajalo slikarjevo oko. A če nas je Adorno naučil, da po Auschwitzu ni mogoče pisati poezije, nas je Mušič naučil, da je po Dachau tudi narava videti drugačna. Gledal sem griče, videl sem trupla. Kdor je na stopnišču Štanjelskega gradu opazil viseče temne stebre in pomislil na drevesna debla, bo šele v tukajšnji postavitvi ugotovil, da v resnici anticipirajo srhljivo pravilnost drevoreda, ki danes raste tam, kjer so taboriščne barake trpljenja reducirane na betonske tlorise. Za močnejše od zidov so se izkazale krhke prostoročne risbe, iztrgane času kot večni opomin, in močnejša od rabljev so postala neukrotljiva drevesa. Opus Zorana Mušiča je v uradnem programu Evropske prestolnice kulture uvrščen v strašljivo sodoben sklop Vojna in mir. Strašljiv zato, ker sodobnost pritrjuje avtorju, da njegova generacija ni bila poslednja,
ampak se zdi, kot bi skozi mejne izkušnje izzivanja uničenja človeštva ciklično prehajali iz stoletja v stoletje. Ko danes vstopamo v grad, mi dovolite še čisto kratko opazko o hišah in ustanovah. Oboje usodno potrebujemo in lekcija Evropske prestolnice kulture je glede tega lahko koristna. Odsotnost večjih, klasičnih, belih razstavnih in črnih projekcijskih kock skušamo kompenzirati s pršitvijo vsebin na več manjših prizorišč v regiji. To ima lepše in težje strani. Lepše je zagotovo ta, da prihaja do izjemnih ujemanj povsem specifičnih prizorišč s povsem specifičnimi vsebinami, kot je nocojšnja razstava, kot je Netopirska simfonija v gradu Branik, kot je gozdni orkester v parku Rafut. Težje pa je to, da vsak prostor, še posebej starejši dvorci in gradovi, niso vedno najboljši dom za umetnine, za krhke risbe, za dragocena platna. A tudi soočanje s temi izzivi in njihovo reševanje v resnici prispeva k izboljšanju položaja in s tem krepi sposobnost za ambicioznejše projekte. Ravno zato pa je tako zelo pomembno imeti zanesljive in usposobljene ustanove. Trdno sem prepričan, da bo občina Brda tudi z izjemno izkušnjo upravljanja Vile Vipavže znala v prihodnje zgledno upravljati vse, kar je tako skrbno pridobila in prenovila skozi čas. Vem, da v Brdih cenite tako tradicijo kot strokovna znanja, tako dediščino kot progresivno kulturo in zato imamo v teh krajih in teh prostorih prave sogovornike za večno vprašanje Evropskih prestolnic kulture in to je vprašanje zapuščine. Trajen odgovor na to vprašanje pa vsi skupaj dolgujemo mojstru, ki nas je večno zadolžil s tem, da nam je odstrl pogled v neznano, v grozoto koncentracijskega taborišča in v lastno slepoto. Po zaslugi tega izjemnega vidca danes vidimo reči, ki jih sicer nikoli ne bi izkusili. In ker smo jih videli, gledamo na svet drugače. Toliko bolj angažirano se borimo proti današnjim grozotam in toliko bolj upravičeno si prizadevamo, da bi videli tudi tisti, ki ne vidijo. Zato je, kot večkrat povem, Zoran Mušič poleg arhitekta Edvarda Ravnikarja in italijanskega psihiatra Franka Bazalja tista simbolna figura naše prestolnice, zaradi katere se velja Evropi zazreti v našo regijo, da bi bolje razumela 20. stoletje in preprečila morije 21. stoletja. Treba se je preprosto podati na pot z večnim popotnikom Zoranom Mušičem in vsak dan znova poskušati presegati meje mogočega. Tudi dobrovo, tedaj ni le dobro, ampak je vsak dan boljše. Hvala in srečno pot. Sloveni blizu Jadran, deželica sonca leži. Dobrik in bricev so Brda, kjer pisem slovenska domi. Junaštvo lepe dežele, zapisano solzo krvjo, ohranja spomine na čase, ko v Brdi bilo je hudo. Briška zemlja, Brda naša, ti najlepši kraj sveta, so ljubezen bric in brika, daje ti iz srca. Ko vigrecem v Brdih zasmeje, ljubezni se vse prebudi. Stebrice, brstike in brike, od sreče veselja drehti. Sloveni blizu Jadran, deželica sonca leži. Dobrik in bricev so Brda, kjer pisem
Pesem, ki jo je izvajal moški pevski zbor Ludvik Zorzut, opisuje krasno deželico blizu Jadrana, kjer so doma sonce in seveda srčni ljudje. Na pomlad pa je ta dežela še posebej lepa in opojna. K njeni lepoti prispevajo seveda tudi pridni in delovni ljudje. Ena teh je gotovo tudi direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, Tina Novak Samec, ki jo prav lepo vabim na oder in seveda k besedi. Spoštovani gostje, dragi Brici in prijatelji Brd. Danes je poseben dan. Dan, ko skupaj odpiramo vrata ne le gradu, temveč srca naših Brd. Grad Dobrovo, mogočen in ponosen, znova zaživi vsej svoj lepoti, še bogatejšo vsebino, še močnejšim sporočilom za prihodnost. Dobrovski grad ni le arhitekturni biser, je varuh naše zgodovine, kulturne dediščine in umetnosti. V njem domuje edina stalna zbirka grafik Zorana Mušiča. Tukaj je živel grof de Bager. Danes pa grad vstopa v novo poglavje, bogatejše z vsebinami, ki nas nagovarjajo in povezujejo. Dolga leta smo si prizadevali, da tej čudoviti hiši vdahnemo novo življenje. Ne le s prenovo zidov, temveč z vsebinami, ki nosijo dušo naših krajev. Zato sem danes še posebej ponosna. Uspelo nam je ustvariti prostor, ki ne predstavlja le razstavišča, ampak pripoveduje zgodbe. Zgodbo o nas, naši zgodovini, o naši zemlji, o naravi, o trdni vezi med človekom in prostorom. Posebej ponosni smo, da prav danes odpiramo razstavo del Zorana Mušiča, enega največjih umetnikov. Njegova dela bodo še dodatno obogatila kulturno ponudbo Brd in ponesla naš glas in glas umetnosti v svet. Ponosni smo na novo interpretacijsko sobo, ki obiskovalcem predstavi naravne bisere naše pokrajine. Kožbanšček, naravni kamniti most Krčnik, travišča in terasirano krajino. Oblikovano z generacijami trdega dela. To ni le razstava, to je poklon sožitju človeka in narave. Povezali smo se tudi čezmejno v okviru projekta Bridge, skupaj z ekoparkom iz Tarancana. Skupaj ustvarjamo prostor za kulturo, umetnost, trajnostni turizem in dobro počutje na obeh straneh meje. Grad Dobrovo danes ni le simbol preteklosti, temveč tudi naš smerokaz za prihodnost. S ponosom se spominjamo priznanj, ki smo jih Brda prejeli, zlata plaketa mednarodnega natečaja Arge in priznanje Sveta Evrope za krajino, ki potrjujejo, da hodimo po pravi poti, poti spoštljivega razvoja in odgovornega ravnanja s prostorom. Spoštujmo to dediščino, ohranjajmo jo, nadgrajujmo spoštovanjem do narave, kulture in ljudi. Naj bo grad Dobrovo še naprej srce Brd, odprto, živo in ponosno. Naj ob tem poudarim, današnje odprtje je nadaljevanje poti. Naj grad Dobrovo ostane odprto, živo in ponosno srce Brd. Hvala vsem, ki ste verjeli, vztrajali in prispevali. Skupaj pišemo zgodbo, ki bo živela še dolgo. Naj živi grad Dobrovo, naj živijo Brda. Videl dežele sem tuje, videl sem tuje lepo. Zdaj rodne kraje potujem, rad bi spet videl svoj dom, svoj dom. Daljne dežele so lepe, lepo je južno nebo. Lepše pa sijejo zvezde, tam, kjer moj rodni je dom. Kot makov cvet, kot smeh deklet, vabi me rodna dežela. Kot lastovka se vračam tja, kjer sem nekoč bil doma. Šel bom vinograde briške, kjer na
spet. Slišal ga pesmine kliške, kličal si dušo pokret. Kliče zelena mesoča, vabi Jadransko morje, vabijo brda cvetoča, kjer stare lipe šumi. Kot češnjev cvet, kot svedek let, vabi me rodna dežela. Kot lastovka se vračam tja, kjer sam nekoč bil doma. Kot lastovka se vračam tja, kjer sam nekoč bil doma. O ja, daljne dežele so lepe. Lepo je južno nebo, lepše pa sijajo zvezde, tam, kjer moj rodni je dom. Oder sedaj prepuščam slavnostnemu govorniku nocojšnjega večera, magistru Marku Rusjanu, državnemu sekretarju za kulturo. Izvolite. Spoštovani, spoštovane, danes sem predvsem neizmerno vesel, ko vidim toliko veselih Brik in Bricev in vseh ostalih, ki se držijo tega pomembnega dogodka. Ni pa samo veselje prisotno, prisoten je tudi ponos Brik in Bricev, da so prišli končno po velikih letih ponovno do odprtja tega prečudovitega renesančnega gradu. Brike in Brici so znani ljubitelji umetnosti in kulture. Poznam številne glasbenike, ki trdno delajo, in tudi pevci tukaj pred nami so pokazali svoje veselje. Slovenci smo narod kulture namreč, in po nekih podatkih se vsaj približno tretjina, se pravi vsak tretji Slovenec ukvarja s kulturo na tak drugačen način. Ali naj gre to za vrhunske umetnike, kot je bil Zoran Mučič ali pa Aleš Gravnik, do vseh, ki se ukvarjajo ljubiteljsko, tudi profesionalno, in vseh, ki delajo v javnih ustanovah, ki skrbijo ne samo za kulturno dediščino, pravi da strokovno podporo, da se lahko tudi taki človiti biseri ustrezno obnovijo, ampak tudi za živo umetnost, ki se razvija in obnavlja vsak dan znova. Danes smo pač tukaj pred novim objektom, obnovljenim gradom Dobrovo. In kar je največji izziv je, kako potem, ko enkrat ohraniš, vzdržuješ to, kar so ustvarili naši predniki, je, kako jo polniti z novo sodobno vsebino, z nekaj, da lahko ta objekt zaživi. A v Brdih ni skrbi. Ko se na Ministrstvu za kulturo pogovarjamo, kjeri so najbolj uspešni projekti, da se je obnovilo kulturno dediščino in da se potem ta kulturna dediščina res živi vsak dan, je seveda na prvem mestu Vila Vipavže. Vila Vipavže, ki je bila predana upravljanje lokalne skupnosti Brdom, je dejansko tisti vzor, ki ga vzamemo tudi, ko poskušamo po drugih koncih Slovenije, ko se gradovi obnovijo in poskušamo z občinami vzpostaviti čim boljši odnos, da lahko prevzamejo in začnejo upravljati s temi in da oživijo, je pač to naš nekako model. Seveda niso vsi kraji po Sloveniji enaki, ampak dejstvo je, da če kdo lahko skrbi, da zaživijo taki objekti v lokalnih krajih, so to samo domačini. Država je prav, da pomaga, ampak tisti, ki lahko stvar poženejo in dajo v življenje, so tisti, ki
živijo s tem objektom oziroma gradom, zapuščino in jo tudi vnašajo novo življenje. Danes je tudi otvoritev razstave Zorana Mušiča. Res je, tukaj bi se zahvalil občini Brda, da se je pridružila projektu Evropske prestolnice kulture. To je projekt, ki je v tem času, ko smo mi nekako vodimo ministrstvo, sigurno eden najpomembnejši, še ne najpomembnejši projekt. Njen namen je, da se dolgotrajno postavi nove prostore za delovanje na področju kulture oziroma da se živijo in tudi, da se neke nove, ko rečemo temu, umetniške prakse razvijajo, da se ljudje, ki tukaj delajo, profesionalizirajo in da v bistvu kultura postane ena od pomembnih dejavnosti, kar ti kultura in umetnost ni samo, kot daj pomislimo, strošek, ampak je dejansko tiste, ki lahko tudi veliko prispeva, ne samo prostočasno, sigurno, ampak tudi ekonomsko. Zato Evropska prestolnica kulture je sta priložnost, da lahko Nova Gorica in vsi okraji okoli, izključno z Brdami, dobijo dodatno prepoznavnost in nove obiskovalce in nove ljubitelje teh krajev. Mislim, da Brda ima že veliko občudovalcev, lahko temu rekli, ne samo iz Slovenije, ampak tudi drugod in tukaj mislim, da z tem obnovljenim gradom je to še ena velika priložnost, ki jo verjamem, da jo bojo Brici izkoristili. Razstava Zorana Mušiča, o njej so veliko povedali že drugi, jaz sem mogoče malo bolj optimističen, postojan. Mislim, da je treba da grozote so bile poražene pred 80 leti. Ljudje vemo, kaj je prav in kaj ni, kaj je zlo, kaj je dobro. In tukaj je Zoran Mušičev opomin, kaj je slabo, da lahko prepoznamo, kaj je dobro. Tako da, to je z moje strani vse. Še enkrat hvala vsem, predvsem občini Brda, tudi zavodu EPK, pa vsem institucijam, ki so sodelovali pri tem projektu in seveda vidimo se notri. Hvala. Brda, Brda, vinorodna, rjave leke na zorane, od Rakovlja do Medane, briška zemlja je svobodna. Bister zdravje rodok soči, zlatna brika toči, toči, vi se zdravje rodov soči. Zlatna brika toči, toči. Brda, Brda, valovita, srca topla, sovaš čula, češnje briskve, grah repula, kri pojoča plemenita. Biser zdravje rodov soči, žlakna brika toči, toči. Biser zdravje rodov soči, žlakna brika toči, toči. Brici, brici, trdno stojmo, mi stražari smo oprejni, vi ste z nami, vrste žejni, briško pisem vam zapojmo. Biser zdravje rodov soči, žlakna brika toči, toči. Biser zdravje rodov soči, žlakna brika toči, toči.
Z briško himno smo simbolično povezali vse nastopajoče in zaslužne za vsebine prenovljenega dvorca. Povezali smo dvorišče z nadstropji. Zdaj je čas, da v te prostore skupaj tudi vstopimo. Pred slavnostnim prerezom traku naj povem samo še, da vas bodo v nadstropjih pričakali avtorji razstav oziroma projektov z nekajminutno uvodno predstavitvijo. Poleg tega naj se na tem mestu najlepše zahvalim vsem sestavom, ki so s svojimi prispevki oblikovali ta uvodni del in vsem tistim, ki so prispevali k izpeljavi tega dogodka. Občini Brda, Zavodu za turizem, kulturo, mladino in šport in Združenju Ekopark. V nadaljevanju prijazno predlagam, da se razporedimo v 2 ali pa morda še kaj več skupin in da v grad ne vstopamo vsi hkrati. Tisti, ki ne boste vstopili kot prvi, imate seveda odlično priložnost, da se še nekoliko pomudite tukaj na grajskem dvorišču ob odlični hrani in pijači. Sedaj pa prosim župana Franca Mužiča in državnega sekretarja za kulturo, magistra Marka Rusjana, da prerežeta trak in tako tudi uradno odpreta dvorec Dobrovo in vse 3 nocojšnje razstave. Novogoričanke, ampak iz okoliških vasi, ki smo verjele kar precej časa, da ta grad bo zaživel drugače. In ko smo čistile in čakale, smo dobile sporočilo iz kabineta gospoda predsednika Milana Kučana, da so tanki v Rožni dolini. In naše upanje je v trenutku zamrlo, hkrati se je rodilo upanje. Upanje, da bo čez nekaj časa ta prostor zaživel. Takrat smo dobili v dar eno največjih donacij grafične ustvarjalnosti Zorana Mušiča. In tisti trenutek se je Dobrovo vpisalo med najpomembnejše galerije in muzeje sveta, ki hranijo dela Zorana Mušiča. Neprecenljiv dar. Neprecenljiva ljubezen avtorja do teh krajev, do njegovih Brd, do njegovega Šmartnega, kjer je kot majhen otrok gledal iz obzidja proti Benetkam in sanjal, tam se sveti morje, tam blešči prihodnost. Vendar po očetu Bric, po mami iz Liga, iz Kostanjevice na Ligu, se je rodil v Bukovici, v sosednji vasi, kjer sem tudi jaz bila rojena. In to vam moram povedati, da je bilo zanj in zame presenečenje, da sta oba krščena za istim krstilnikom. To mi je zaupal, ko sem bila stara 25 let in pripravnica v Goriškem muzeju. Pa ne bom razlagala, zakaj. Ker je to dolga zgodba, vendar vprašal me je, kdo vam je bil mentor? Sem rekla, profesor, doktor Nace Šumi. In pomolčal, me gledal in rekel, znano,
Sem rekla, ja, znano. Bila sta skupaj. In potem je rekel, odkot pa ste, ko govorite po goriško? Sem rekla, iz Bilj. Je rekel, sem bil krščen v Biljah. In rojen v Bukovici. Ampak povsod je pisalo, da je rojen bil v Gorici. Leta in leta. Tudi sama sem leta 1984, ko sem pisala geslo za primorski slovenski biografski leksikon, napisala, da je rojen v Gorici. Vendar, ko smo odpirali tukaj tole zbirko, smo izdali tudi obsežen katalog z neprecenljivimi teksti dveh eminentnih slovenskih likovnih kritikov, profesorjev, mojega profesorja dr. Naceta Šumija in Zorana Kržišnika, dolgoletnega direktorja Moderne galerije, ki je leta 1970 pospremil Zorana Mušiča s enkratno študijo v svet med najpomembnejša svetovna imena. Leta 1970 je Zoran Mušič je prvič razstavil v Parizu dela iz cikla Nismo poslednji. In na to pot po svetu ga je pospremil Zoran Kržišnik. Nadaljeval je Jean Clair in oba sta ga vpisala med najpomembnejša imena. Samo še to, bomo šli naprej. Zoran Mušič ni samo odličen slikar. Zoran Mušič je znal ubesediti svoja razmišljanja. In to izjemno globoko, pretresljivo, in pospremil je vsak dan, ki ga je doživljal v Dachavu, na način, ki ti seže v srce. Zelo lepo je povedal, kako je lepo biti doma izpod krasa, kako je lepo biti bric, kako je lepo biti človeku človek. Ta razstava in razstava na Štanjelu aktualizira to problematiko. Prikazana so dela iz obdobja, ki ga lahko občutimo kot pokrajine telesa in telesa pokrajine, kajti samo še to vam povem, ko je leta 1948 se vozil iz Benetk proti Rimu, kjer je imel prvo samostojno razstavo, to je zelo lepo zapisal, so se mi griči v Sienski pokrajini in Umbrijski začeli pred očmi spreminjati v kupe kadavrov, v kupe mrtvih ljudi, v kupe prepleta narave in človeka. Temu cilju sem sledila z razstavo na Štanjelu in tukaj. Hvala občini Brda, vsem. Hvala EPK-ju in programskemu vodju Stojanu Pelku. Hvala Primožu Nemcu, ki mi je stal ob strani, da smo kljub težavam postavili ti dve odlični razstavi, ki Zorana Mušiča prikazujeta v tisti najgloblji luči, v luči človeka, ki je vedel, kaj je trpljenje in kaj pomeni biti človek. Hvala lepa.